Lepo pozdravljeni! Za nami je še en pester junijski teden. Tudi tokrat smo za vas pripravili pregled novic tega tedna, od neurij in političnega dogajanja do kulturnih dogodkov in novic iz skupnosti gluhih. Vabljeni k spremljanju. Komendo in okoliške kraje je v sredo prizadelo silovito neurje z močnim vetrom in točo. Poškodovanih je več kot 100 objektov, v nekaterih vaseh pa je bila poškodovana skoraj vsaka hiša. Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je dejal, da tako obsežnega razdejanja skoraj ne pomni. Škodo ocenjujejo na več 10 milijonov evrov, prizadetim prebivalcem pa pomoč že nudijo gasilci, civilna zaščita in druge službe. Močna neurja so zaznamovala tudi druge dele Slovenije. V Podravju je toča uničila velik del poljščin in vrtnin, v Savinjski dolini pa je močan veter podiral drevesa in poškodoval več objektov. Slovenska vlada je razveljavila več ukrepov proti Izraelu, ki jih je sprejela prejšnja vlada. Med drugim je odpravila prepoved izvoza, uvoza in tranzita orožja ter vojaške opreme. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bo Slovenija svoje cilje lažje dosegala z dialogom in diplomacijo. Vlada ob tem poudarja, da ostaja zavezana spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. V Novem mestu so slovesno obeležili 70 let delovanja Društva oseb z izgubo sluha Dolenjske in Bele krajine. Prireditev je potekala včeraj v atriju knjižnice Mirana Jarca. Ob jubileju so se spomnili bogate zgodovine društva, ki že 70 let povezuje osebe z izgubo sluha ter si prizadeva za njihovo enakopravno vključevanje v družbo. Predsednik društva Vladimir Kastelec je poudaril pomen skupnosti, medsebojne podpore in dolgoletnega dela številnih članov društva. Po zaostritvi odnosov med Združenimi državami Amerike in Iranom so se okrepili mednarodni pozivi k nadaljevanju pogajanj. Obe strani ostajata v sporu glede iranskega jedrskega programa in odprave sankcij, vendar diplomati poudarjajo, da je dialog edina pot do trajnejše rešitve. Več držav in mednarodnih organizacij zato poziva Washington in Teheran naj nadaljujeta pogovore ter preprečita novo zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu. Po najnovejšem svetovnem indeksu miru se varnostne razmere po svetu še naprej slabšajo zaradi vojn, konfliktov in naraščajočih napetosti med državami. Kljub temu se je Slovenija uvrstila na visoko 4. mesto najvarnejših držav na svetu. Med najbolj mirnimi državami ostajajo tudi Islandija, Nova Zelandija in Švica. Prejšnji petek zvečer je v City teatru BTC potekala premiera psihološke drame 5 žensk, ki jo je pripravila gledališka skupina Tihe stopinje.
Predstava spremlja zgodbe 5 žensk, ki se soočajo z življenjskimi preizkušnjami, osamljenostjo in duševnimi stiskami. V okviru festivala Borštnikovo srečanje je bila v Mariboru v torek uprizorjena predstava Pa moi italijanskega umetnika Diana Anselma. Predstava skozi perspektivo gluhih raziskuje zgodovino zvočnih tehnologij in odnos družbe do gluhote. Izvedena je bila v italijanskem in slovenskem znakovnem jeziku ter opremljena s slovenskimi in angleškimi nadnapisi. Predstava odpira vprašanja identitete, kulture gluhih in enakopravne vključenosti v družbo. V ponedeljek, 15. junija, bo v Kinodvoru premiera filma Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš. Film bo predvajan z opisnimi podnapisi in zvočnim opisom. Po projekciji bo sledil pogovor z režiserko Marije Luize Lehner, ki bo tolmačen v slovenski znakovni jezik. Za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne so na voljo brezplačne vstopnice. Prejšnji konec tedna, 5. in 6. junija, je Evropska organizacija gluhih športnikov ETSO pripravila dvodnevno izobraževanje za športne direktorje v Lutraki v Grčiji. Udeleženci so obravnavali športna pravila, organizacijo evropskih prvenstev ter prihodnji razvoj gluhega športa v Evropi. Delavnice se je udeležila tudi Sabina Hmelina kot športna direktorica v kegljanju. Izobraževanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj, krepitvi sodelovanja med državami in izboljšanju organizacije tekmovanj za gluhe športnike. Včeraj se je v Mehiki, ZDA in Kanadi začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026, največje doslej. Na prvenstvu prvič sodeluje 48 reprezentanc. Uvodno tekmo je gostila Mehika, ki je premagala Južno Afriko z 2:0. V prihodnjih dneh bodo med bolj zanimivimi obračuni tudi Brazilija proti Maroku, Francija proti Senegalu ter Anglija proti Hrvaški. Svetovno prvenstvo bo trajalo do 19. julija. Jutri bo precej jasno. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14 stopinj, v mraziščih Notranjske okoli 5 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. V nedeljo bo sončno. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 14 stopinj. Najvišja dnevna okoli 28 stopinj. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Nekoliko se bo spet ohladilo. Kretnja tedna je neurje. Ta teden smo ponekod po Sloveniji spremljali zelo močna neurja.
Kretnja za neurje je sestavljena iz dveh kretenj: dež in veter. S tem smo zaključili današnji pregled spleta dogodkov tedna. Želimo vam prijeten konec tedna in upamo, da nam bo po tednu neurij postregel z več sonca. Nasvidenje do prihodnjega petka.